teme. Kids TV. Dober jutrček. Dan, dober dan, Diana tu in ti si tam. A gremo skupaj? Dan, dober dan, jaz sem tu in ti si tam. Danes bi vas rada še nekoliko drugače pozdravila. Namaste. Ste že kdaj slišali za ta pozdrav? Niste? Veste, to je indijski pozdrav, ki ga uporabimo takrat, ko se želimo pokloniti tistemu, ki ga nagovarjamo. In jaz se želim danes pokloniti vsem vam, ki me gledate in spremljate. Namaste. Kaj, zakaj imamo roke tu? Veste, zakaj imamo roke ravno tu pri prsnem košu? Zato, ker je to središče ljubezni in sočutja. Ja, zato sklenemo roki skupaj, se dotaknemo središča ljubezni in sočutja, se rahlo nagnemo in rečemo namaste. Ste poskusili? No, dajmo skupaj, se pravi, damo dlani skupaj, ju pritisnemo tule ob središče ljubezni in sočutja in si zaželimo namaste. Odlično! Veste, danes se bomo razmigali tako, da bomo jogali. V pomoč nam bodo jogijske kartice od Maje, Mali Ganeša. Vam jih takoj pokažem, samo da vam še povem, kaj nas čaka vse danes. Potem bomo spoznali nekaj dinozavrov. Odgovarjali boste na kvizkova vprašanja o dinozavrih. Potem bomo pokukali v abu škatlo. Kaj mislite, da bo notri? Kaj? Dinozavri? Ne vem, mogoče pa res. Potem se bomo skupaj naučili narisati dinozavra in za konec bomo še zapeli pesem o dinozavrih. Tako je, današnji dobrojutrček bodo v popolnosti prevzeli dinozavri. Ampak gremo lepo po vrsti, razmigajmo se. Danes sem med Majinimi joga karticami Mali Ganeša izbrala tiste, s pomočjo katerih bomo pozdravili sonce. Ja, dober jutrček, mu bomo zaželeli. Začenjamo s položajem gore. Prisluhnimo navodilom. Gora. Stojimo zravnano, roke so ob telesu. Težo enakomerno razporedimo po stopalih. Z vzdihom dvignemo roke nad glavo in pogledamo navzgor. Se pravi, stopimo v širini ramen, roke damo ob telo in jih počasi dvignemo visoko, visoko v zrak. Pogledamo visoko na nebo. Kje je sonček? Dober jutrček, sonček! Mu pomahamo, potem pa nas sonček s sončnimi žarki požgečka po nogicah in se vrnemo v položaj gore. Gremo še dvakrat. Se pravi, dvignemo roke visoko, visoko, visoko v zrak, pogledamo, kje je sonček, mu rečemo dober jutrček, sonček. Potem pa se spustimo dol in dovolimo, da nas sončni žarki požgečkajo in se vrnemo v položaj gore. Še zadnjič. Obe roki dvignemo visoko, visoko v zrak, poiščemo sonček na nebu in mu še zadnjič zaželimo dober jutrček. In sončni žarki nas spet pobožajo po nogicah in se vrnemo v položaj gore. Odlično! Gremo naprej, zdaj bomo žabice. Prisluhnimo navodilom. Žaba. Počepnemo in stopala obrnemo navzven. Kolena so v smeri stopal. Vzravnamo hrbet, se nagnemo naprej in položimo dlani na tla. Ste dobro poslušali navodila? Ste? Potem mi mičkano pomagajte. Kako že gre? Se pravi, počepnemo, stopala usmerimo navzven, drži, roki damo pred se, takole, in raztegnemo oziroma zravnamo hrbet. Jaz že čutim, kako se raztegujejo moje mišice, kaj pa vi? Dobro, pa se malo sprostimo, pa še enkrat, zravnamo hrbet, takole, pa sprostimo, pa še zadnjič. Ko
ko sem takole v položaju žabe, veste, na katero pesmico pomislim? No, na katero? 3 majhne žabice, ja. A jo zapojemo, preden gremo naprej? No pa dajmo. 3 majhne žabice na kamnu so sedele, z muhami se basale in dobro se imele. Ena v vodo je skočila in si krake namočila. 2 majhni žabici sta rekli ti, ti, ti. 2 majhni žabici na kamnu sta sedeli, z muhami se basali in dobro se imeli. Ena v vodo je skočila in si krake namočila. Ena majhna žabica je rekla ti, ti, ti. Ena majhna žabica na kamnu je sedela, z muhami se basala in dobro se imela. Pa v vodo je skočila in si krake namočila. Nobena majhna žabica ni rekla ti, ti, ti. Gremo naprej na 3. položaj. Vas zanima, kakšen je 3. položaj? Poglejmo. Kača. Ležimo na trebuhu z iztegnjenimi nogami. Dlani postavimo pod ramena in z vdihom dvignemo glavo, prsni koš in ramena od tal. Zdaj bomo pa sikali tako kot kače. Ste si zapomnili navodila? Ležimo na trebuhu, noge so stegnjene, roki damo vzporedno z rameni in z vzdihom dvignemo zgornji del telesa. Pa gremo. Kot kačice sikamo in se spustimo dol. Pa ponovimo. Ste zasikali kot kače? Ste? Potem pa se spustimo počasi dol. In še zadnjič, kot kače dvignemo glavo. In se spustimo dol. Zelo, zelo dobro. Gremo še na zadnji položaj. En namig vam bom dala. Wuf, wuf. Pes. Začnemo na vseh 4. Razširimo prste in pritisnemo dlani ob tla. Preverimo, da so ramena in komolci neposredno nad dlanmi in boki nad koleni. Dvignemo zadnjico in iztegnemo kolena. Pete pritiskamo proti tlom. Pogled usmerimo proti nogam. Le še položaj psa nam je ostal. Najprej vam bom pokazala, da si boste znali predstavljati, kaj počnemo, potem pa ponovimo 3-krat. Zmenjeno? Gremo najprej na vse 4. Takole. Ste na vseh 4. V redu. Potem pa dvignete kolena od tal in vso težo potisnete na pete. Z glavo pa gledate prstke na nogicah. Jih vidite? Gledajte, kako se premikajo. Odlično. Ponovimo še 2-krat. Se spustimo, se pravi na vse 4, dvignemo kolena, potisnemo težo na pete in gledamo prstke na nogicah. In še zadnja ponovitev. Se pravi, se vrnemo na vse 4, zdaj pa spet dvignemo kolena od tal, potisnemo noge oziroma težo na pete in gledamo prstke. Odlično! Takole! No, veste, kaj mene zanima? Kako se kuža oglasi? Of, of! Drži! Kako pa kuža miga z repom? Kako? Gre na vse 4 in migi, migi. Odlično! Kako pa kuža? Kako kuža lula? Tako da dvigne tačko, najprej eno, potem pa še drugo. Odlično. Ste poskusili tudi vi dvigniti nogo tako kot kuža? Ste? Zdaj pa imam en izziv za vas. Kaj pa, če bi mi tako kot kužki s tačko brcali oblake? Ste za? Poglejte, kaj imamo v mislih. Se pravi, gremo na vse 4. Dobro? Ste na vseh 4, v redu. Dvignemo najprej levo nogo. Takole. Tamle zadaj so oblaki, taki temni, črni, nevihto nam nosijo. Mi pa nočemo dežja in zato z nogo
vrcnemo oblak stran. Pa še enkrat, stran oblak, pa še enkrat, stran oblak. In ker se oblaki ne dajo kar tako, poskusimo še z desno nogo. Stran oblak, še enkrat, stran oblak. In še zadnjič, stran oblak. Mislim, da nam je uspelo. Uhu! Sonček smo spet priklicali na nebo. Hej, sonček! Kaj? Da te pozdravimo v položaju gore? No prav, gremo v položaj gore. Se še spomnite? Se pravi, stopimo v širini ramen, roke damo ob telo, z vdihom, dvignemo roki visoko v zrak. In pogledamo visoko na nebo, kje je že sonček in mu rečemo: adijo, sonček, se vidimo kmalu. Ste mu pomahali? Ste? Odlično. Zdaj pa, dragi moji malčki, čas je, da v našo družbo povabimo strašne, glasne, veličastne dinozavre. Pridite, pridite, pridite. Spoznavamo dinozavre. Na svetu obstaja ogromno različnih živali, toda le redke so tako raznolike, tako velike in veličastne, kot so izumrli dinozavri. Na Zemlji so vladali več kot 150 milijonov let in danes jih nekaj pobliže spoznamo. Ste že radovedni, katere? Takoj vam pokažem. V pomoč mi bodo danes tile magnetni dinozavri. Najprej moram škatlo odpreti, da pridem do njih sploh. No pa začnimo s temle velikanom. Kako mu je ime? Ga poznate? Kako? Brahiozaver. Zelo dobro. Takole, gremo naprej. Ali prepoznate tegale dinozavra? Kako mu je ime? Triceratops. Odlično. Takole. No, gremo naprej. Kdo je tale gospod? Ankilozaver. Zelo, zelo dobro. Ankilozaver. Odlično. Gremo naprej. Kdo pa je tale? Spinozaver. Zelo, zelo dobro. Evo ga, spinozaver. Takole, veste kaj? Predlagam, da najprej izvemo nekaj značilnosti od teh 4 dinozavrov. Ste za? Kje začnemo? Pri brachiozavru. Ste za? Začnimo. Brachiozaver. Brachiozaver je ena izmed največjih živali, ki je kadarkoli hodila po zemlji. Imel je ogromno srce, a zelo majhne možgane. Z dolgim repom se je branil pred napadalci. Je rastlinojedec, kar pomeni, da se je prehranjeval le z rastlinsko hrano. Poznavalci pravijo, da se je večino časa hranil, saj naj bi pojedel tudi do 200 kilogramov rastlin vsak dan. Živeli so v skupinah. Ko jim je na enem mestu zmanjkalo hrane, so se skupaj odpravili in poiskali novo lokacijo. Triceratops. Čeprav je bil velik kot slon, je bil triceratops zgrajen bolj kakor nosorog z nizko nameščeno glavo in zastrašujočimi rogovi. Njegove značilnosti so koščenovratnik, koščene bodice, dolgi rogovi, zobje za rezanje, luskasta koža in oster kljun, podoben papagajevemu. Ankilozaver. Ankilozaver je bil rastlinojedi dinozaver. Glavna značilnost ankilozavra je bil njegov oklep, sestavljen iz velikih gumbov in kostnih plošč vgrajenih v koži. Kostne plošče so se od vratu širile po celem hrbtu proti repu. Njegova konica repa je bila ojačana, tako mu je ob zamahu repa omogočala izjemno moč. S tem repom so se ankilozavri lahko branili pred plenilci. Spinozaver. Ta orjaški teropod, daljši in verjetno težji dinozaver od mogočnega tiranozavra, je bil morda največji kopenski plenilec vseh časov. Je eden najvznemirljivejših dinozavrov, odkritih do zdaj, in tudi eden najskrivnostnejših, saj so našli samo nekaj njegovih kosti. Zgornja čeljust je bila podobna krokodilovi, kar je bilo idealno za grabljenje spolzkih rib. Pred očmi je imel koščen greben, imel je tudi gibljiv vrat, močne prste, luskasto kožo in veličastno jadro na hrbtu.
Wow, kakšne zanimivosti smo izvedeli o teh 4 dinozavrih. Ampak preden gremo naprej, dajmo samo še enkrat ponoviti, da vidim, če ste si zapomnili. Kako je njemu ime? Brahiozaver. Tole je Triceratops, tole Ankilozaver in tale strašni dinozaver je Spinozaver. Zelo dobro. Gremo naprej. Joj, tele velikane zdaj moram umakniti za nekaj časa. Takole. Pa gremo naprej. Kdo je to? Diplodok. Zelo dobro. Kakšen dolg vrat ima tale diplodok. Tegale vsi poznamo, kaj ne? Tiranozaver. Odlično. Gremo naprej. Kdo pa je tale? Parazaurolov. Zelo dobro. Parazaurolov. Krasno. Gremo naprej. Kako je ime temule dinozavru? Stegozaver je. Zelo, zelo dobro. No, pa da vidimo, s kakšnimi značilnostmi so se ti 4 dinozavri ponašali. Diplodok. S svojim dolgim vratom in repom je bil diplodok verjetno najdaljša žival, kar jih je kadarkoli živelo na svetu. Dolg je kot 3 avtobusi skupaj. Bil je orjaški rastlinojedec, ki je mulil liste s krošenj visokih dreves. Kljub ogromni teži se je diplodok lahko povzpel na zadnji nogi, da bi dosegal najvišje veje dreves. Imel je majhno glavo, luskasto kožo, klinaste zobe, biču podoben rep, težo telesa pa so nosile 4 debele stebraste noge. Tiranozaver. Tiranozaver je bil eden največjih mesojedih plenilcev, ki so se kadarkoli sprehajali po zemlji. Imel je veliko glavo, dolge zobe, ki so bili ostri kakor noži, močni stojni nogi, vendar kratke roke. Vid je imel bolj podoben orlom, kot pa večini sesalcev. Znano je tudi, da je imel zelo močno razvit čut za vonj in tudi slišal je izvrstno. Parazaurolov. Parazaurolov je imel širok kljun, visok hrbet, močne noge, težek rep in majhne luske. Bili so rastlinojedi dinozavri in njihova glavna značilnost je bil lobanski greben, ki je kot cevasta kostna tvorba štrlel iz glave. Znanstveniki menijo, da so se po grebenu ločevali samci od samic. Samci so imeli daljši greben od samic. Funkcija grebena je bila hkrati tudi zvočno zaznavanje ter uravnavanje toplote, hladil naj bi možgane. Parazaurolofi so pri hoji uporabljali tako samo zadnji par nog, kot tudi vse 4 okončine. V ustih so imeli stotine zob, s katerimi so prežvekovali rastline. Zobje so se jim redno obnavljali oziroma menjavali. Stegozaver. Stegozaver je imel po celem hrbtu 2 vzporedni vrsti ostrih koščenih plošč. Na repu je bil oborožen s 4 smrtonosnimi bodicami. Bil je približno enako velik kot slon, toda njegovi možgani niso bili nič večji od pasjih. Z ostrim kljunom in majhnimi zobmi je trgal praproti in drugo nizko rastoče rastlinje. Bil je namreč rastlinojedec, se pravi, je jedel samo rastlinsko hrano. Wow, kakšne zanimive živali, se vam ne zdi? No, preden gremo naprej, še enkrat ponovimo imena teh 4. Tale je diplodok. Kako je temule ime? Tiranozaver. Kdo je to? Parazaurolov. Odlično. In njemu je ime kako? Kako? Stegozaver. Zelo, zelo dobro. V škatli se skrivata še 2 dinozavra. Pa poglejmo, katera 2. Tale je morski dinozaver in sicer sliši na ime... Kako? Pleziozaver je. Zelo dobro. In leteči. Ne vem, če se je tako oglašal, ampak predstavljam si, da je bil kar glasen. Kako mu je ime? Pterodaktil. Zelo dobro. No, prisluhnimo značilnostim še teh 2 dinozavrov. Pleziozaver. Pleziozavri so bili velikanski morski kuščari.
Imeli so močno, široko telo, kratek rep, zelo dolg vrat in majhno glavo. Njihova značilnost so bile 4 plavuti. Pleziozavri so največji znani morski plenilci in roparji, ki so jih do sedaj našli. Je pa res, da danes v naših oceanih živi še večje bitje in sicer sinji kit. Pleziozavri, ki so se prehranjevali pretežno z ribami, spadajo med živorodne kuščarje, kar pomeni, da so rojevali žive mladiče. Pterodaktil je bil z dolgimi in močnimi krili dobro opremljen za letenje, toda njegove močne noge in velika stopala s plavalno kožico nakazujejo, da je hrano verjetno iskal na tleh ali v plitvi vodi. Imel je ostre zobe, naglavni greben, kosmato telo, kratek rep, dolga krila, na njih pa krilne kremplje. Tale dva sta mi še posebej pri srcu. Pleziozaver kot izvrsten plavalec in pterodaktil kot izvrsten letalec. Res, priznam, te živali so krasne, edinstvene in veličastne. Zdaj pa, preden gremo naprej, predlagam, da te dinozavre še enkrat spravim semle na pesek. Ste za? Lahko bom zelo hitra. Poglejte ga. Diplodok, pa tiranozaver, pa parazaurolov, pa stegozaver, pa visoki brachiozaver, pa triceratops, pa tule imamo še ankilozaura, odlično, in še spinozaura. Tule ga bom zadaj namestila. Veste, med magnetki najdete tudi drevesa, pa tako rožnato travo, pa še eno drevo. Skratka, če ste mislili, da so magnetki samo za namagnetno tablo, ste se zmotili. Jaz se z magnetki najraje v pesku igram. Ja, vem, malo sem posebna, ampak a ni zabavno, no? Je, se strinjate z mano? Ok, zdaj pa gremo naprej. Čas je, da preverimo, kaj smo se oziroma koliko smo se naučili. Kvizko čaka z novimi vprašanji. Kam si pa ti zlezel, diplodok? Pardon, Kvizko čaka z novimi vprašanji. Preverimo, kakšnimi. No, čakaj, še drevo popravim. Kvizko, dinozavri. No, pa da vidim, koliko znamo povedati o dinozavrih. Kateri izmed 3 dinozavrov je zelene barve? Je to triceratops, diplodok ali tiranozaver? Kateri je zelene barve? Diplodok je zelen, bo držalo. S svojim dolgim vratom in repom je bil diplodok verjetno najdaljša žival, kar jih je kadarkoli živelo na svetu. Dolg je kot 3 avtobusi skupaj. Gremo naprej. Kateri izmed 3 dinozavrov ima krila? Je to brachiozaver, pterodaktil ali triceratops? Kateri ima krila in z njimi lahko leta visoko, visoko? Pterodaktil, kako pak? Z dolgimi in močnimi krili je bil dobro opremljen za letenje. Imel je ostre zobe, naglavni greben, kosmato telo, kratek rep, dolga krila, na njih pa krilne kremplje. Gremo na 3. vprašanje. Kateri izmed 3 dinozavrov je imel oklep? Je to ankilozaver na prvi sliki, pterodaktil na drugi ali stegozaver na 3. sliki? Ankilozaver, on je imel oklep. Bil je rastlinojedi dinozaver. Glavna značilnost ankilozavra pa je njegov oklep, sestavljen iz velikih gumbov in kostnih plošč vgrajenih v koži. Gremo dalje. Kateri izmed 3 dinozavrov je morski? Je to tiranozaver z prve slike, pleziozaver z druge ali stegozaver z 3. slike? Pleziozaver je bil izvrsten plavalec. Bili so velikanski morski kuščari. Imeli so močno široko telo, kratek rep, zelo dolg vrat in majhno glavo. Njihova značilnost so bile 4 plavuti.
Gremo naprej. Na kateri izmed 3 slik je fosil triceratopsa? Na prvi sliki, na drugi ali na tretji? Se pravi, fosil triceratopsa. Kje je? Fosil triceratopsa je bil na prvi sliki. Veste, fosil je del ali sled živega bitja, ki je ostala ohranjena v kamnu. Ste to vedeli? No, zdaj veste. Gremo dalje. Kaj so jedli mesojedi dinozavri? Druge živali, korenje ali čokolado? Le kaj so jedli mesojedi dinozavri? Druge živali so jedli, kaj ne? Bo držalo. Mesojedec je žival, ki se prehranjuje izključno z mesom. Gremo naprej. Kaj pa so jedli rastlinojedi dinozavri? So jedli druge živali, rastline ali sir? Le katera izmed 3 možnosti je prava? No, da vas slišim. Rastlinojedi dinozavri so jedli rastline. Tako je, rastlinojeda žival pomeni, da je to žival, ki se prehranjuje izključno z rastlinsko hrano. Še zadnje vprašanje nas čaka. Kdo preučuje izumrle dinozavre? So to paleontologi, zobozdravniki ali policisti? Kdo preučuje izumrle dinozavre? Seveda, to so paleontologi. Prav oni preučujejo izumrle dinozavre. Govorimo o znanstvenikih, ki iščejo in preučujejo fosile. Kvisko, to je to. Napočil je čas, da se naučimo narisati dinozavra. In kdo nam vedno priskoči na pomoč pri risanju? Knjiga Čivčav s svojimi napotki. No, pa poglejmo, kje se skriva dinozaver. Jaz imam veliko listkov, ker bomo mi še veliko risali, ampak danes, kot rečeno, dinozavra. Ra, ra, ra! Rišemo dinozavra. No, pa začnimo pri napotku številka 1. Najprej, tako kot vedno, izberemo barvo, s katero bomo risali. Jaz si bom izbrala rjavo. Kaj pa vi? Kaj? Zelena, rumena, modra? Zelo dobra izbira. Gremo risati. Napotek številka 1 pravi, da narišemo dinozavru najprej glavo. No, pa tule na moji desni mu narišemo glavo v obliki kroga. Imate narisano glavo, lahko gremo naprej? Lahko? Super. Na napotku številka 2 bomo dinozavru tule od glave narisali en tak tobogan. Evo, vam je uspelo? Odlično. In na napotku številka 2 naš dinozaver spregleda. O komu bomo narisali? Tule na moji desni. En majhen krogec, ki ga pobarvate. Napotek številka 3, poglejte, naš dinozaver bo dobil trebušček in usta. No, pa gremo. Se pravi, mu naredimo en tak polkrožen trebušček, tako, in usta. Odlično. Na napotku številka 4 mu narišemo tule zgoraj en polkrožni nos, tule mu narišemo spet en tak polkrog, ki predstavlja njegovo eno sprednjo roko in tule še en polkrog, ki predstavlja njegovo drugo roko. Tako, to je bil napotek številka 4, gremo naprej na napotek številka 5. Na napotku številka 5 naš dinozaver dobi nogi in sicer tule spodaj narišemo taka 2 pravokotnika, ki predstavljata nogi od dinozavra. Na napotku številka 6
bomo narisali, veste kako imajo sloni, takole polkrogce pri stopalih oziroma pri nogah in bomo enako mi naredili našemu dinozavru. 2 polkroga na levi nogi in 2 polkroga na desni nogi. Zelo dobro. Naš tiranozaver oziroma dinozaver bo dobil take trikotnike vzdolž celega hrbta. No, poskusimo. Začnimo tule pri repu. Se pravi, en trikotnik, še en, pa še en, pa še en. Koliko smo jih zdaj narisali? 1, 2, 3, 4, pa gremo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 trikotnikov, no pa naj bo še 17 trikotnik na glavi mojega dinozavra. Koliko trikotnikov pa ste vi narisali na vašem dinozavru? Koliko? Slabo vas slišim, gremo risati naprej. Na napotku številka 8 našemu dinozavru narišemo še take kroge. No, poskusimo skupaj. Tule zgoraj, takole. En krog, pa še en, 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 pa še en. Koliko je teh pa še enih krogov? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pravličnih 7 krogov smo narisali našemu dinozavru. Če želite, da je dinozaver majčkeno bolj grozen, mu lahko tule pri ustih narišete take trikotničke in potem izgleda, kot da iz ust molijo strašni zobje. Moj dinozaver bo strašen, ne vem, za kakšnega ste se vi odločili, ampak kakršenkoli že je, upam, da vam bo všeč. Dobro, okej, to je to, slikica je narisana. Kaj nas še čaka? Kaj sem vam že na začetku obljubila? Kaj to slišim? Abu škatla. Priznam, danes me je strah dvigniti pokrov tele abu škatle. Nikoli ne vemo, kaj je notri, ampak danes se mi dozdeva. Mislim, da so notri dinozavri. Kaj če tiranozaver ali pa spinozaver, ko dvignem pokrov, skočite ven in me ugrizneta s strašnimi zobmi. Kaj pa, če danes ne odprem abu škatle? A ste za? Meni se to zdi super ideja, da danes ne odpremo abu škatle. Ne, niste za. Vas ne morem nikakor prepričati, da pustimo škatlo zaprto. Prosim, kaj pa, če vas zelo lepo pogledam? To ni bilo prav pretirano lepo, kaj? Je bilo bolj srhljivo? Sem izgledala kot grozni dinozaver? Tudi ne. Ja, no, saj ne spreminjam teme, ampak res ne vem, če bi kaj kar odprem. Premagaj strah, premagaj strah, premagaj strah, premagaj strah. Kaj pa, če vam povem, da notri ni dinozavrov? To pa je nenavadno, tega pa nisem pričakovala. Notri je, izgleda kot jama. Jama, votlina, nekakšno bivališče. A bi lahko v tej votlini živeli dinozavri? Nič ne vidim. Kaj pa, če odprem tole votlino? Ste pripravljeni? A so dinozavri noter? Hitro mi povejte. Ni dinozavrov notri. Pa jih res ni? A to pomeni, da so še vedno noter. Pa je res še nekaj noter? No prav, ja, zdaj bom pogledala. Saj ni bilo nič, jaz sem se samo ustrašila. Joj, okej. Dobro, poglejmo.
prijazen. Kdo me budi? Dobro jutro. Kdo si pa ti? Jaz sem Brontozaver. Brontozaver, kakšno lepo ime imaš. Brontozaver, bi nam ti povedal kaj o sebi? Jaz še nič ne vem. Ne vem, če otroci, ki nas gledajo, vejo kaj o tebi, ampak jaz zagotovo nič ne vem. Povej nam, kaj najraje ješ? Zelo rad imam rastline, ampak tiste, ki so bolj pri tleh. Kljub temu, da imam dolg vrat, so moja vretenca zelo šibka, zato raje jem rastline, ki so nekoliko nižje. Zanimivo, kaj pa rep? Čemu služi tvoj precej dolg rep? Rep mi pomaga pri ravnotežju. Veš, zelo sem velik, tako mi rep pomaga, da ne padem. Kako lepo. Zelo, zelo velik si. Pa sem res. Brontozaver, Ja, kdo kali moj mir? Brontozaver, kdo pa je to? po vsej verjetnosti tiranozaver. Kaj? Tiranozaver? Še enkrat vprašam, kdo kali moj mir? Brontozaver, kaj naj naredim? Najbolje bo, da povabiš T-rexa v našo družbo. Kaj? Si prepričan? Jaz nisem prepričana, da želim T-rexa v naši družbi. Kaj pa vi, otroci? Vi pa tudi želite T-rexa v družbo našo? Joj. Gospod T-rex? Kaj? Kdo me kliče? Kakšen strašen glas ima. Gospod T-rex, otroci in tudi jaz seveda bi te radi pobližje spoznali. Kaj pa, če nam prideš družbo delat? Tukaj sem, želeli ste, hoteli ste, pri vas sem. Gospod T-rex, dober dan, mi smo vsi zelo prijazni, zelo imamo radi dinozavre. Jaz sem tiranozaver, eden največjih mesojedih plenilcev, ki so se kadarkoli sprehajali po zemlji. Imam ogromno glavo, dolge zobe, ki so ostri kot noži, močni stojni nogi, majhne in kratke rokice. Zelo dobro vidim, odlično slišim in vonjam. Tiranozaver, ti si res krasna žival. Veš, otroci te imajo zelo, zelo radi. Kaj, otroci? Se me nič ne bojijo? Kaj pa vem, otroci se bojite tiranozaura? Ne? Pravijo, da se ne bojijo? Kaj? Gospod tiranozaver, otroci vas čakajo tule v tejle votlini. Kaj, kje so otroci, da jih spoznam? Kar v votlino pojdite. Otroci, kje ste? Zmagali, tiranozavra smo ukanili in ga v votlino zaprli. Bravo mi, ampak bojim se, da tiranozaver ni edini strašni dinozaver, ki se skriva v abuškatli. A je tako, Brontozaver? Prav imaš, Diana. V škatli se zagotovo skriva vsaj še en ne tako zelo prijazen dinozaver. Hvala lepa, Brontozaver. No, zbrala bom pogum in pogledala, kdo je ta neprav prijazni dinozaver, ki se skriva notri. Ti, neprav prijazni dinozaver, kaj če bi prišel iz abuškatle in se nam kar sam predstavil? Je to opcija? Tukaj sem, strašni
Velociraptor! Oha! Brontozaver, je velociraptor res strašen dinozaver? Je strašen, ampak veš, velik je samo toliko kot današnji purani. Kaj? Res? Ja, ima pernato telo, ampak nisem prepričan, da zna leteti ali jadrati. Hvala, Brontozaver. Kdo se mi smeji? Joj, nihče, velociraptor, popolnoma nihče se ti ne smeji. Povej nam, velociraptor, kaj o sebi. Jaz sem hitri napadalec, mesojedi dinozaver, ki ima ogromni krempelj na vsaki nogi. Ulala, pa zelo si glasen. Zelo sem glasen in hiter in spreten. Veš, velociraptor, zate imam en predlog. Vidiš tole rjavo votlino? Ja, vidim. Tule notri se skriva ogromno hrane zate. Si kaj lačen? Zelo sem lačen. No, samo trenutek mi daj, tako počakaj. Poglej, kar noter. Žgrem. Joj, a smo prebrisani danes in nagajivi. Sej nič slabega ne želimo dinozavrčkom, ampak ne želimo pa, da oni nam kaj slabega naredijo, kaj ne? Sej, v tejle votlini jim res ne bo nič hudega. Je kar prikupna, pa velika, pa taka zelo zanimiva, se vam ne zdi? Dobro, gremo naprej zdaj pogledat, v upanju, da bomo zdaj spoznali kakšnega bolj prijaznega dinozavra. No, pa poglejmo. Brontozaver? Ja, Diana? Kaj ti misliš, so notri zdaj prijazni dinozavri ali tisti bolj strašni dinozavri? Kaj pa vem, kaj pa če pokličeš naslednjega, pa ugotoviš? No, prav imaš, pokličimo naslednjega. Dinozavrčki! Ja, to pa je prijazen glas. Dober dan! Tebe pa poznamo. Kako je ime temule dinozavru? Triceratopsa. Ja, vemo, da si triceratops. Tebe imamo zelo, zelo radi. Triceratops, bi nam povedal tudi ti kaj o sebi? Naj razmislim. Ali veste, kaj v grščini pomeni moje ime? Otroci, ja vemo, kaj pomeni v grščini ime triceratops. Ne vemo, kaj ne? Joj, ne vemo, triceratops. Nam poveš? V grščini moje ime pomeni trirogi obraz. In tudi jaz zelo rad jem rastline, tako kot brontozaver. Imam pa ogromno lobanjo s 3 rogovi. Jih vidite? Kadar se počutim ogroženega, se proti plenilcu zaženem s svojimi rogovi, kakor to počnejo današnji nosorogi. Takole. Hodim po vseh 4 nogah in sem dokaj počasen. Joj, triceratops, nič hudega. Pravijo, da se počasi daleč pride. Gremo naprej. Čeprav vidim, je tule stegozaver. Ja, pa sem res stegozaver, jaz. Dober dan vsem. Družba zbrana. Stegozaver. Dober dan in dobrodošel med nami. Brontozaver, je stegozaver tvoj prijateljček? Stegozaver, kaj bi nam pa ti lahko o sebi povedal? Joj, ne prav veliko. Ne vem, kaj dosti o sebi, razen tega, da imam zelo rad rastline, no, to je pa to. Brontozaver, kako da stegozaver ne zna nič o sebi povedati? Veš, stegozavrovi možgani so veliki kot lešnik. To pomeni, da ni prav bistar. Brontozaver, ni lepo, da se posmehuješ svojemu prijatelju stegozavru. Saj se mu ne, ampak če ima res majhne možgane. To so pač dejstva. Ok, razumem. Vem še to, da v grščini njegovo ime pomeni pokriti kuščar.
Zanimivo dejstvo, kaj ne? Nekaj sem se spomnil. Povej, stegozaver, kaj si se spomnil? Vidite, tu imam izrastke v obliki listov po celem telesu, na repu pa 2 para bodic. Če me kdo napade, šak, 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 vse premagam, šak, šak, šak. Pa še to, ko hodim, glavo držim zelo, zelo nizko. Odlično, pa si se le spomnil nekaj svojih značilnosti. Zelo dobro. V abu škatli se skriva le še en dinozaver. Poglejmo, kateri. Diplodok mi je ime, zelene liste vse pojem. Dober dan, družba! Dobrodošel, Diplodok. Diplodok, si že slišal, o čem se pogovarjamo? Naj povem, jaz sem Diplodok, rastlinojedi dinozaver. To pomeni, da jem samo rastlinsko hrano. Imam zelo dolg vrat in tanek rep. Jem ogromno, liste goltam kar cele, brez da bi jih prežvečil. Najraje potujem v čredah. Vsi mladički se izvalijo iz jajc. Bo to dovolj, Diana? Hvala, dinozavrčki, da ste z nami delili svoje značilnosti. Mi otroci pa jih še enkrat poimenujmo. Zanima me, če ste si zapomnili njihova imena. No, začnimo pri oranžnem dinozavru. Kako mu je ime? Brontozaver, zelo dobro. Kaj pa tale nebeško-modre barve? To je stegozaver, dobro. Tale rumen, kako mu je ime? Diplodok. In tale sive barve je Triceratops, zelo dobro. In katera 2 se skrivata v rjavi votlini? Katera 2? No, da slišim, kako je ime temno-modremu dinozavru. Velociraptor, zelo, zelo dobro. Takole, in ostal nam je le še zeleni tiranozaver, zelo, zelo dobro. Pa veste, kaj me še zanima? Koliko je vseh dinozavrov skupaj? Se pravi, koliko dinozavrov spravimo v eno rjavo votlino? Jih preštejemo skupaj? No pa dajmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dinozavrov spravimo v eno samo votlino? No, da vidim, če res. Najprej T-rexa, pa brontozavra, pa stegozavra spravimo notri. Diplodoka, dobro. Kdo je tole? Triceratops, zelo dobro. In še velociraptor. Pa gre res vseh 6 v tole votlino. Veste kaj? Tale votlina je zelo praktična. Takole dam jo pod roko in jo lahko s sabo vzamem k babici pa dedku, ali pa k teti in stricu, ali pa k prijateljem. Ali pa veste kaj? Tudi spančka lahko z mano. Mehka je, ja! Vsi dinozavri lahko počivajo skupaj z mano. Kakšna dobra ideja. No, kakorkoli, čas je, da gremo naprej. Kaj sem vam obljubila? Kaj sem vam še obljubila danes? Kaj? Pesmico? Pa sem jo res. A gremo pet? Pejmo, pejmo pet. Le kdo jih ne pozna, v divjini so doma. Čudna imena imajo, nam jezike zafacljajo. Jaz poznam vse, velike in male dinozavrčke. Najmočnejši med vsemi je tiranozaver bil, s strašnimi zobmi ostale je strašil. Požugajmo mu vsi, ti. Vrat kot most ima, on sega skoraj do neba. Diplodok mu je ime, zelene liste vse poje. Če prijatelji bi bili, po njem bi se tako, kot po toboganu spuščali. Ga krasen rep krasi, a ni le za okras. Pred drugimi se brani, mu oklep stoji ob strani. Le kdo bi upal si ankilozavru pot prekrižati?
je morski velikan, ropar zelo poznan. Z ribami se hrani, 4 plavuti ima po mami. Predstavljajmo si vsi pleziozaura, ki uči nas plavati. Radi jih imamo, čeprav jih z nami ni. Dinozavrčki so srečni, da jih mi nismo pozabili. Dinozavri ostajajo v naših srčkih še naprej, mi pa smo pripeljali še en dober jutrček čisto do konca. Ampak veste kaj? Dober jutrček je samo začetek dneva. Le kaj vse vas še čaka danes? Joj, sem radovedna. Bi bilo zabavno, če bi se lahko skupaj igrali cel dan, kaj ne? No, morda kdaj drugič. Zdaj pa samo še pritisnite gumb subscribe in zvonček, ki je poleg, tako se lahko igramo še in še na TV Kids TV. En močan objemček, veliko polubčkov in kaj rečem še na koncu? A ja, pa do prihodnjič.